Lep pozdrav in dobrodošli v Deželi pridnih. V aprilski izvedbi Dežele pridnih moj današnji gost je Izar Lunaček. Izar, lep pozdrav. Živijo. Živjo. Ja, z Izarjem zadnje čase zelo veliko sodelujeva na različnih področjih in projektih, ampak kljub temu ali pa ravno zato sem se odločil, da ga povabim da te povabim tudi v Deželo pridnih, preprosto zato, ker se mi zdi tema zelo aktualna, zanimiva in v resnici precej bolj pomembna, kot se zdi na prvi pogled. Se pravi, vprašanje humorja in smeha v času epidemije. Mislim, da sva dala naslov pogovoru Smeh v epidemiji ali epidemija smeha. In zakaj sem seveda pri tem takoj pomislil nate? Zato, ker se kot filozof v bistvu že kar lahko rečeva dolga leta ukvarjaš z razmerjem med smešnim in svetim. In verjetno nekemu neposvečenemu v navednicah človeku, možganu, to zveni precej paradoksalno, ker se sliši pač paradoksalno, kaj za božjo voljo pa imata skupnega sveto in smešno, ampak ravno ta relacija, evo, imata med drugim skupnega tudi tvojo novo knjigo, ki je v bistvu pač radikalna predelava tvoje dizertacije in knjige, ki je izšla na podlagi tvoje dizertacije, ki je izšla iz tvoje dizertacije. Skratka, ta dvojnost se mi zdi zelo pomembna tudi za razumevanje fenomena smeha v tem trenutku, v času epidemije, v času pandemije, skratka v tem letu, ki ga zdaj živimo. Kako ti skozi prizmo te relacije, torej svetega in smešnega, razmišljaš o smešnem v kontekstu epidemije? Ja, meni je bilo ful hecno, ker so nekje, a veš, v onom prvem valu so se tako odločili, da zdaj je pa zadeva pač, da smo že vsi tako malo zamorjeni od tega in da bi se bilo treba začeti malo hecati, ne? In potem je, mislim, da Sem začel tam zunaj na Muzejski ploščadi dajati neke take vice, ki so prispevali, pa so je gor objavljali. In meni se tisti zdel sam tako, ni mi bil dober noben vic, tako nič od tistega mi ni bilo smešen in sem pa tako ful razmišljal, ker si imel malo občutek, da je nek tak, a veš, da je nek tak malo poseben karnevalski cajt, a veš, da je neka pauza bila, nek break z normalnim načinom življenja, da se neke stvari preizprašujejo, maske smo imeli vsi, ne, in jih imamo še zdaj zunaj, tako, ampak hkrati je pa tako čisto nasprotje karnevala bilo, ne, očitno je zelo manjkal nek smeh, ampak hkrati se pa tega smeha tudi ni dal čisto dobro not ufurati v to epidemijo. In mi je tako zanimivo, no, mi je bilo to s tem v zvezi, zaradi tega, ker pravzaprav, ja, mislim, po eni strani imaš ta moment, da vidiš, da je ravno pandemija je čisto nasprotna karnevalu. Karneval je to mešanje teles, nekontrolirano prehajanje enega človeka v drugega, točno to, kar je vse zdaj prepovedano, ne? To je ta pogoj smešnega, ne? Po drugi strani pa je res, da v nekih kriznih časih tako ful zacveti humor, ne? Načeloma pač zgodovinsko je tako jasno, da ne vem, ko zadeva je res težka, ne? V kakšnih vojnih razmerah, v nekih hudih lakotah, blazno cveti humor. Delno zato, ker je to takrat nek pobeg ljudi ven iz težke zoprne situacije, delno pa zato, ker sploh v nekih takih zelo težkih razmerah imaš občutek, da nimaš nič več za izgubiti in lahko rataš zelo humoren in zelo ciničen. In se mi zdi, da ta razmerje naše epidemije je pa tako, je pa po eni strani preveč, po eni strani pa premalo zajeman, ne? Zaradi tega, ker je, a veš, skozi imaš občutek, da nekaj še lahko izgubiš, ne? Če se bomo zdaj preveč hecali, bomo izgubili še tisto, kar ne, te bo pa res zadeva razpasla in ljudje bodo začeli množično umirati, kar bi bil verjetno šele ta pravi cajt, da bi zares humor vzniknil, ko bi povsod ljudje cepali, ko bi občutek, da lahko vsak trenutek crkneš, ne, takrat bi se lahko začeli zares hecati. Zdaj, ko moramo pa ves čas paziti, da ne bomo vsi začeli množično umirati, je pa tako najslabši cajt za humor ever, se mi zdi. Sprav, hočeš reči, da epidemije ne doživljamo dovolj zares, da bi lahko v njej postali zares smešni. Ja, ker je tako malo preko meje, da tako rečem. Ja. Ne padajo kar mrtvi okrog nas in tako in enostavno ni te potrebe po takemu tipu pobega, oziroma tak tip pobega se zdi skoraj nevaren, ne. Zdajmo še malo stisniti zobe, pa ne bežati, pa eksplodirati, ne, da bo to minilo in potem se bomo lahko spet hecali. Ostal bi za trenutek še pri svetem, čeprav je seveda smešno tisto, kar naju najbolj zanima, namreč
ta epidemični čas seveda se ni človeštvu zgodil prvič v zgodovini, ne, daleč od tega. Poznamo takšne in drugačne kužne čase, pač v slovenščini je beseda kuga tista, ki nekako najbolj obče zaznamuje bolezen, smrtonosno nalezljivo bolezen. In seveda ti kužni časi so tradicionalno vedno imeli tudi zelo, zelo močno religiozno konotacijo. Po eni strani, ker je bolezen takšna ali pa drugačna kazen Božja, ker je kuga v končni fazi apokaliptični jezdec in tako naprej, ne. Po drugi strani edina stvar, ki zares deluje proti kugi, ali pa lahko vsaj upamo, da deluje, je prošnja, molitev, skratka spet priporočilo k vsemogočnemu, ne. Skratka, ta religiozna podstat je izjemno, izjemno močna, tradicionalno. Zdaj seveda dan današnji se ves čas obnašamo, kot da so to neki vzorci, ki smo jih prerasli, hkrati pa mene, pa vem, da tebe tudi, zelo zanima, kako ti neki starodavni vzorci v resnici še vedno bivajo med nami in kako jih še vedno živimo. A se ti zdi, da v tej sodobni epidemiji, v tej naši epidemiji, v naši izkušnji epidemije je še vedno prisoten tudi ta religiozen podton, vsaj kot nek odmev starodavnega? Ja, meni se zdi, da ful, a veš, na začetku, sam da zdaj se mi zdi, da se ni več zdaj modno govoriti o Bogu, ampak na začetku se je blazno govorilo o tem v prvem valu epidemije, kako da je občutek, da nas je narava poslala v svojo sobo, zato ker smo bili poredni. A veš, narava ima tukaj ta, se mi zdi, tak spinozističen moment, Bog ali narava, ja. Se mi zdi, da so tako, še vedno je bil občutek, da, a veš, ne morejo biti te zadeve kar naključne, ne more se, človek vedno nekaj usmišljuje in tukaj je bilo vedno, to je zdaj naravno nekako prišlo, zaradi tega, ker preveč smo bili divji, preveč smo se zabavali, preveč smo švigali sem pa kaj po celi obli in trgovali in tako naprej. To so ravno te sleparske aktivnosti, ne, preveč smo bili sleparski, preveč smo se širili naokrog, preveč smo nagajali in bili kapitalisti in tako naprej, in egoistični in nevezani na neko rodno grudo in tako naprej, in potem smo bili kaznovani s tem, da se je ta zadeva začela kar širiti, ne. Tako da je nek tak moment in tudi je bil tak malo občutek, da, mislim, ni bil sicer občutek, da zdaj moramo pa ratati boljši ljudje za to, da bo zginil ta virus, ampak zelo se je začelo govoriti o tem, da to je pa zdaj prilika, da razmislimo o tem, kam gremo, ne, da to je zdaj ta pauza, ko jo rabimo, da razmislimo, je ta sistem v redu, ko smo ga do zdaj furali in tako naprej. Tako da imaš, nek ta... Meni se zdi zanimivo, da ta premislek, ki ga omenjaš, jaz sem ga zaznal v lanskem, spomladanskem valu. Takrat se mi zdi, da smo veliko o tem govorili, pa da je bil to nek ta trendi, neka ta zelo, ta ideja, ki trenda, ne, ki pridobiva na lajkih iz dneva v dan. In to se viralno širi. To se viralno širi kot virus, ne, je zelo nalezljiva. Ampak zdaj se mi zdi v tej drugi fazi, ki je v resnici precej daljša in tudi bolj izčrpljujoča, je bore malo govora o tem, da je to zdaj to, kar si rekel, ne, na nek način priložnost, kriza kot priložnost, da stvari premislimo na novo. A smo kaj premislili? Nam je uspelo v tem letu kaj domisliti, priti do nekega zaključka, za katerega bomo na koncu koncev lahko rekli, evo, leta 2024 smo drugačni, kot smo bili leta 2019. Ja, zdaj ful ni tak občutek, ne. Mislim, zato, ker res na dolgi čas te v bistvu tele apokaliptične razmere pravzaprav sesujejo, ne. Potem, ko že 5. leto pobijaš zombije pred hišo, pa to pol ni več, da bi rekel, je zanimivo, zdaj pa lahko drugače razmišljamo o zombijih, pa o smrti, pa o dragocenosti tega, kar imamo. Ja, pol te kar nekako te utopi, ne. Čeprav jaz mislim, da na dolgi rok bo to v resnici pač ful spremenilo, ker vsaka taka zadeva ful spremeni, ampak se mi zdi, da ne spremeni tako v šusu. A veš, koliko smo takrat mislili, da bo 2 meseca smo sedaj ustavili to blazno mašino in bomo razmislili, in pa, ko se bo ta mašina spet zagnala, jo bomo nekako bolj cenili vse skupaj. Zdaj, ko pa dalj časa traja, se mi zdi pa, da manj govorimo o tem, ampak mislim, da bo nekaj drugačno po tistem, a veš. Samo zdaj vprašanje je pa koliko, pa na kakšen način. To je ful je težko, se mi zdi, napovedovati te zadeve. Zaradi tega, ker se mi zdi, da se nam je tudi zdelo takrat, da se bo blazno spremenili v tisti krizi finančni, takrat leta 2007 do 2011, ne. In se je tudi na začetku, se spomnim, bil tak totalen obup, kaj ste nam naredili, ustavili ste nas v nekem napredku naprej, potem je bil en čas,
blazno, zdaj bojo pa neke nove oblike družbenosti, pa kapitalizacije, pa s Kickstarterjem lahko množica kar sama, nekaj ne rabimo več kapitalistov, pa poslovnih angelov, pa neke oblike sodelovanja, ko so se pa pol spremenile pač v neke čist nove izkoriščevalske prakse na dolgi rok. Nimaš občutka, da se je nekaj strašno spremenilo do neke krize. Tako da lahko da bo tudi po tem enak. Sam ko je tako vprašanje, če bo ta virus sploh kdaj šel stran. Meni se zdi, da je vprašanje, mislim, da je bolj vprašanje, da to, če te nekaj res korenito spremeni, če se bo zdaj skazali, da bomo morali ves čas pač živeti z nekimi temi virusi, je pač ena od možnosti, da se bomo morali sprijazniti, da bomo pač več umirali kot do zdaj. Saj smo imeli ful srečo, zadnjih 100 let smo res malo umirali. Kar imamo cepiva in antibiotike, smo se ful razvadili, da ne umiramo tako zelo na random, tako kot v starih teh realističnih romanih, ko si moral tako paziti, že ena malo nesrečna ljubezen ti je tako zjebala imunski sistem, da si se potem kar ulegal v poslo in čez par dni umrl. Mogoče se mu mora pač časoma vrniti nazaj vsaj malo bolj take čase. Tako da to je ena zadeva, ko bi definitivno spremenila stvari. Tole, kar zdaj govoriš, je verjetno tisti primer humorja v epidemičnih časih, za katerega praviš, da ga pogrešaš. Ja. Da se ni zgodil. Se pravi, tak humor, ki bi res zelo neobčutljivo, zelo nespodobno, zelo v bistvu brez spoštovanja do svetosti človekovega življenja pač govoril o situaciji. Je to povezan tudi s tem, kar si dejal prej, da vendarle, da smo mogoče lahko razočarani glede kvalitete premisleka. A sta tukaj humor pa premislek, da tako rečem, povezana? Praviloma jo nekako doživljamo kot znak istega, se pravi kot znak inteligence. Ja, mislim, to sem jaz vedno trdil, da pač humor, mislim, se imaš tudi ti skrajno butast humor, Humor je lahko samo pač, da v vsakem momentu, ko ena stvar poleti, da jo predvsem z enim kladivom na tla sklataš, in to je lahko dokaj brez veze. Ampak načeloma je pa humor je vedno tisti, ki si sposoben majčkeno z distance pogledati, pa malo razčleniti ene stvari, pa jih. Tako da ja, načeloma po mojem, da ja, ampak se mi zdi, da res, da tukaj je bil problem, da tudi nekako na zanimiv način se mi zdi, da se je povezala ta epidemija, pa recimo čas pred to epidemijo je bil v smislu tega pohoda te cele blazne korektnosti, blazno paziti, kaj se reče, zelo velike pač občutljivosti do nekih ranljivih skupin in tako naprej. In že takrat je tako humor tako malo hecen za en cajt tratal, ampak se vedo, da to so neka nihanja. Zdaj se mi pa zdi, da je epidemija pa to zelo okrepila, zaradi tega, ker je tudi pravzaprav bil zelo isti diskurs je bil na začetku epidemije. Skratka, zelo je treba paziti, se pravi, ne vem, zdaj se je začela epidemija, zdaj pa vi, mladi, močni in tako naprej, ne zdaj se posmehovati temu, pa kako boste to, moramo misliti na te stare, šibke, kronično bolne in tako naprej in moramo v bistvu zaradi njih biti ekstra previdni in tako naprej. Zelo se je heca na nek način vklopilo v to in čeprav je to seveda popolnoma res, pač ta altruizem, ko je fajn, je ta majčken tak pridigarski, pa v bistvu na nek način zelo religiozen diskurs, se pravi, majčken več skromnosti, ne se veseliti svoje življenjske moči, pa tako naprej, mislite skozi na te druge, ki so šibki, ki so v slabem položaju, zavedajte se svojega privilegija, in se majčken držite nazaj. To se mi zdi, da je blazno nekako škodljiv za humor. Ker pri humorju je tako nekaj hecenega, ko je nekaj tazga, da pri humorju ni tega check your privilege na tak način. Na humorju se ali popolnoma uničaš samega sebe, se pravi, se pogledaš v dozuni in se zmeljaš in na tak način, ne kot privilegiranega, ampak kot vsaka konkretna oseba. Po drugi strani pa ni tam, je pa tudi popolnoma egoističen in popolnoma nespoštljiv do kogarkoli drugega. Zelo nekaj tazga dvojnega v humorju in se mi zdi, da to dvoje nekako na nek način oboje zginili in se poglobili s to epidemijo. Ok, omenil si, mislim, ne maram besedne zveze politična korektnost, ker pove preveč in hkrati nič, ampak omenil si to previdnost, in ja, seveda nekako v govorici že v govorici postajamo v zadnjih letih ali pa desetletjih vedno bolj občutljivi na, prej si omenil, ranljive skupine ali pa tudi, če pogledava širše, na spol, raso, nacionalno pripadnost, na razne stereotipe, recimo, ki so sicer eno osnovnih prehranskih, niti ne dodatkov, ampak pač hrana, humorja,
In jasno je, da to seveda odraža neko novo stopnjo v zrelosti družbe in je samo po sebi gotovo pozitiven pojav, ampak to, kar zdaj govoriš, pa seveda priča tudi o tem, da ima humor s tem težavo, da ne vem, kako bi rekel, še išče način, kako zdaj to zaobiti ali kako se v to naseliti in zadevo spet nekako spervertirati do neke smešnosti ali kako bi rekel, kako v bistvu biti korekten v humorju. Ali je to nek Na nekem kontradiktoren. Se menjajo stvari, mislim, da takrat pač treba se soočati s tem, da en čas ni pač blazno dobrega humorja. To je bilo že večkrat v zgodovini. Se vem, da tudi na koncu 70-ih se je to zelo zgodilo, ko je bila tudi ena taka velik ta val tega opozarjanja pač recimo na občutljivost do lastnega privilegija, do deprivilegiranosti drugih skupin. In dejansko ta obdobja dostkrat so zelo hecna, ker tako za en čas čist na neopravičen način, sam na podlagi ene deprivilegiranosti porinejo neke ljudi gor, ko mogoče niti ni nujno, da so po svojih pač trenutnih vrednostih bi morali tam biti in je nekaj časa zelo hecen, ampak recimo, da potem v obdobju, ko pa temu sledi, se pa zgodi ena taka ful zanimiva diverziteta. Ne? To je en tak moment, ko ne vem, zajamaš uno juho, pa vse zadeve tam iz dna pač ven prevlečeš, pa mogoče un moment ni v redu, ampak ko se pa vse stvari premešajo, pa skladijo, pa lahko rata vsaj za en čas ena ful fajn juha. Ampak problem je, da v unem momentu je humor nekako mal nemočen, mal nezmeden, no, se mi zdi. Zaradi tega, ker v tistem trenutku enostavno pač ne moreš zdaj začeti streljevati vseh teh pač zadev iz dna juhe, ko so gor prišle, niti ne moreš tako, težko je, ni recepta za tisti moment. Dostikrat treba takrat se mi zdi samo počakati, pa videti, kakšna zadeva se nova ustali in takrat začeti napadati, ker humor več čas nekako napada nek status quo, ne? In recimo tako kot zdaj, ko se malo tako na desni dogaja, ko se govori, to pa so pa ta levičarski status quo teh preobčutljivčkov, teh snežink pa tako naprej, in enostavno ne deluje, zaradi tega, ker je ona stvar še vedno na tisti točki na nek način ranljiva, a veš? In je ful je problematičen moment, no, takrat, zaradi tega, ker je kar nek potencialen nov status quo, ko se uveljavlja, ko se ga pa v bistvu še ne spodobi zares napadati. No? Samo ni ravno v tem težava, da med tem, ko pač kot družba postajamo vedno bolj občutljivi in previdni, nekje na drugi strani zelo prosperira diskurs, ki je pa absolutno neobčutljiv, absolutno nepreviden, agresiven, primitiven, pač populističen, demagoški in mu gre zelo dobro. Morda tudi zato, ker je to tudi neka hrbtna stran te, ne bom rekel ravno krize humorja, ampak to, kar praviš, da v določenih obdobjih pač je humor v težavah, zaradi tega, ker se mora soočati z neko novo družbeno stvarnostjo, pa morda na njo ne uspe takoj dobro reagirati. Ta prosperiteta agresije in primitivizma je znak, da nekateri se v tej nedorečenosti ali pa v tem statusu quo zelo dobro znajdejo. Ne? Ja, mislim, meni se nasplošno zdi, da je pač to pretirano, mislim, to pretvarjanje se, kakor da smo na tej liberalni strani, kakor da smo skoraj že na koncu zgodovine, da nam je skoraj že ratalo vse spedenati, vse družbene skupine imajo že skoraj v redu pravice, sam še par zadev moramo pošraufati, sam še par teh zadev moramo narediti, da to blazno na neki strani pač povzroča dvig te totalne desnice in totalne agresivnosti, ne? Da se zelo med sabo hranita te dve zadeve. In da v tistem času enostavno, ko nimaš, humor ne dela tega varnostnega ventila in potem se na uni strani blazna neka agresija. Mislim, tudi ta teren tega lahkotnega zafrkavanja z enih stvari je izpraznan in pol to zapolni eno zelo težko, zelo jezno zafrkavanje stvari. Tako da jaz mislim, meni kakor mi je pač hecen in neprijeten ta totalno agresiven diskurs, zdaj prav kdaj gledam, zdaj sem prav gledal eno to desničarsko oddajo, da bi tako videl, kaj res tako matra te ljudi, kar mi je bilo. Ko vedno slišim sam neke te drobce, pa si slišal, je bil gor na te oddaji, pa je rekel to, pa je rekel fašizem, pa je rekel tisto, in tako vsakič hočem videti v enem kontekstu, ker tako se mi zdi, da je res nekako, no, da se to tako čudno hrani med sabo, pa ne veš, kaj bo zdaj na drugi strani, valjda ne mora biti na drugi strani tako,
gremo se nehati zavzemati še za te zadnje pač pravice, ko smo jih nameravali uveljaviti, ampak vidiš, da se to dvoje zelo nekako futra med sabo. No? In da to, da humor tukaj vmes ne more malo skakati, pa se zafrkavati z obe strani, je kar škoda. No? No, se ti dve strani, ne, ta dvojnost, tradicionalno ubesedena oziroma ilustrirana v liku kralja in dvornega norca, oziroma pač kakršenkoli že ta par je, ravno v Sveto in smešno, ki si ga prej, evo, jaz ga imam tudi tukaj, lahko tudi jaz pokažem. Pišeš o sodobnih sleparjih, ne? In če zdaj zelo poenostavim, sodobni sleparji so vladarji, ki so sami sebi tudi, oziroma so sami svoji dvorni norci, ne? Ki so nekako to dvojnost združili v eni personi, v eni pojavni obliki. Kaj pa je narobe s tem kraljem, ki je sam svoj dvorni norec? Zakaj je to tako problematično? Ja, meni se zdi, da je to, da pravzaprav, da kakor se sliši pač fino, da na neki točki, olej, so pa zdaj politiki pridobili smisel za humor, pa se znajo tudi malo samega sebe pohecati, pa tako, ne? Meni se zdi, da pač, da politika pa zastopanje nekih teh resnih funkcij, dokler jih zastopa, mora biti v resnici zelo resno, ne? Da pravzaprav je potem naloga nekih zunanjih opazovalcev, da se potem iz tega zafrkavajo in da se potem politika ali pa neki vodstveni položaj glede na to popravijo. Če imaš pa ti, ne vem, enega voditelja, tako ko je, ne vem, svoj čas bil Bush, kakor je bil Berlusconi, kakor je bil tudi Hugo Chavez potem, kakor je bil Paul Trump. Jaz se zelo doživljam kakor ene take pač tipe, ko so praktično neranljivi na kakršnokoli satiro, zaradi tega, ker so že sami, pač rečeš, ne vem, Trumpu pa ti si totalen klovn, ti si popolnoma nesposoben, ti ne bi smel biti na pač neki vladajoči poziciji. Prav, ja, jaz to trdim, da sem pač tak. Jaz sem navadni človek, ki se je pospel sem na vrh, to je moj cel adut. Prej so vam pa vladali neki ljudje, ko so se pa delali, da so nad vami. To sploh ni ranljivo na ta tip vlačenja dol v blato. Ne? In se mi zdi, da je to problematično, no? Zato ker je nek tako brat. Kaj vem, mislim, Trump se ti vrš čas, vse to je to, pač, kar smo se doskrat pogovarjali. Trump je bil primer tega, da se je vrš čas prikazoval s to svojo nesramnostjo, pa tako naprej, kakor eden izmed vas, recimo, eden izmed teh, ki so pogrešali nekoga, ki bi mal obrcal vso to liberalno korektnost in tako naprej. Hkrati pa je jasno, da on pač nikakor ni eden od ljudstva, ne? Da nagovarja, recimo, kaj vem, nek delavski razred, ko ga je leva stran čist pozabila nagovarjati, ampak hkrati je pa on totalno bogataš, ki si lahko prvošči to, da je na vrh, ki si lahko prvošči celo kampanjo in ki si lahko prvošči to, da to govori, zato ker ima ogromno denarja. Tako da to je tukaj, se mi zdi tako ful problematično. Se mi zdi, da to je neka taka dimna zavesa, to zafrkavanje samega sebe. Saj tudi, recimo, Bush je imel ta moment, se spomnim takrat, ko smo že mislili, da ne more biti hujši od Busha, sem imel eno prijateljico, ful dobro, ko sva si dopisovana v Ameriki, ko mi je potem v nekem mailu pač povedala, da ona ful podpira Busha. Sem rekel, pa kako to možno, saj človek je popoln bebec, ne, pa rekla, ja, to ne, vsi pravijo, pač kakor intelektualci, da res zgleda popolnoma butast, ampak bistveno je to, da ima on srce na pravem mestu, ne. Čeprav je bila taka, ne, se je zdelo, da lih to, da je on pač deluje butast, dokazuje, da je on kraj teh intelektualizmov in da je naivno dober, ne. Medtem je bilo pri Bushu jasno, da v redu lahko deluje kot ena fronta enega tazga bedaka Jurčka, ki stvari v obraz pove tako, kot je res, ampak zelo je bilo ves čas očitno, da je deloval totalno za ene zelo očitne interese enih zelo močnih ljudi, ko so prek njegove vlade postali še bolj močni in še bolj bogati. Ne? To se mi zdi, da tukaj totalno vsi izgubijo. No? Da tak folk, ki ponavadi podpira te butaste vladarje, ki so ponavadi pač se mi zdi, da ima največ privržencev vsem med nekim kakor manj izobraženim razredom, ko se jim zdi kul, da nekdo tem napihnjenim višjim razredom nekaj pove v obraz, so s tem način čisto ropali. No? A jaz le tudi, če se zdaj vrneva k tem arhetipom, ne, o katerih pišeš, ja, in imamo, se pravi, to dvojnost kralja in norca, ki je tukaj na nek način kontaminirana ali pa celo izničena. In seveda s to dvojnostjo, s to ambivalenco je zelo povezan tudi fenomen karnevala. Ne? Karnevala kot enkratnega, ampak ponavljajočega se dogodka, ki na nek način poruši ali pa obrne na glavo veljavni red, seveda zato, da bi ga vedno znova tudi vzpostavil in tako naprej.
A se ti zdi, da ravno ti sodobni sleparji tudi glede tega v bistvu vnašajo nered oziroma da delujejo drugače kot ta neka tradicionalna forma, pa ne veleva, ampak kot nekako nas uči, da tradicionalno družba najbolje funkcionira, če ima pač te elemente smiselno razporejene. No? Ja, mislim, vidite, da recimo ljudje so bili v tem smislu kritični že do same inštitucije dvornega norca, bi lahko na tak način razumel. Ne? Se pravi, ti kot kralj si umisliš nekoga, da vem, si kralj, recimo vsak čas se zgodi karneval in tam je potem kralj karnevala, ko se obleče v kralja, ko se zafrkava iz kralja in tako naprej, in ti si rečeš, jaz nočem imeti tega tukaj izven sebe, bom imel jaz raj znotraj dvora, enega dvornega norca, ko bo od mene zaposlen, ki se bo upričal mene in upričal vseh zafrkaval iz mene, ampak hkrati bo pa ves čas vedel, da je moj zaposleni in da ga lahko kadarkoli odpustim, dam ob glav in tako naprej. To je zelo praktično v tem smislu. Daje vtis nekega dopuščanja, hecanja iz sebe, ampak vse v okviru mojega tega, koliko jaz dovolim. In tudi karneval so na tak način zelo kritizirali, da karneval je, spomnili na naši Lakanovci so recimo glede karnevala bili skeptični. Karneval je pravzaprav samo nek varnostni ventil, neke navidezne začasne revolucije, ki pa potem onemogoča pravo revolucijo. Sam se mi zdi, da tukaj ne moreš čisto na tak način govoriti, ker res mislim, finta je zdaj, a ti hočeš, da družba, imaš neke te presežne elemente, ker se vse nekaj prelompa, ker se zgodi nekaj neverjetnega. Tudi v samih revolucijah se samo v tistem momentu, v tisti pomladi 68 in tako naprej, odpre nekaj neverjetnega, nekaj za svet, ampak skoraj vedno se te stvari pol spet vzpostavijo, vedno pravzaprav se vzpostavijo nazaj na nek status quo. Tako da se mi zdi, da tudi same revolucije tukaj niso nič bolj nedolžne od karnevala. Ampak zdi se mi pa, da nasplošno, družba dobro deluje, če je to dvoje nekako razdeljeno. No? Da že v unem momentu, ko hočeš delati nekaj res resnega, se tukaj res resno zavzameš za to in potem je nek drug element, ki to razsuva za to, da bi se to potem obnovljeno na novo rodilo. Se mi zdi, da v zdajšnjih cajtih je mogoče problem to, da ta stvar ni več, da je ta stvar permanentna in konstantno pomešana, da ni več periodična. Tako kot imaš danes recimo službe, v katerih se skozi pričakuje, da se boš ti pravzaprav igral, ne? Da bosta delo in igra popolnoma spojena. Za nek tradicionalni model je bil tak, da služba je vse nekaj razmeroma rigidnega in resnega, pol so si pa lahko znotraj nje neki, ko so dovolj visoko prelezli, pol prvošli, da so se tam zafrkavali, razni, ne vem, profesori medicine, ko so bili že ful staroste in ko so vedeli vsi, da jih rabijo za to, da citirajo vse svoje znanstvene članke in so pa se zafrkavali na tistih svojih predavanjih in malo mučili študente in tako naprej. Ne? Na nek način v bistvu tudi Žižek to počenja znotraj oddelka za filozofije, ne? Da ve, da je tok, da ima tok tega akademskega teže, da si lahko prvošč biti neke sorte zafrkanc znotraj te akademske sfere. Tako da, kar sem hotel glede tega povedati, je, da ko sem pa hotel glede tega povedati? Čakaj, ko sem že začel? Ne vem, ker jaz imam zdaj že eno drugo vprašanje, ki ti bo pa mogoče ti bo pomagalo, mogoče pa ne, gledaj, bomo videli. Namreč omenil si tega dvornega norca na plačilni listi, ne? Kot v bistvu nek kot kontrolirano obliko. No vidiš, to sem hotel glede tega reči. Evo, vidiš. Da imaš pač neko resno ozadje, znotraj katerega ne bi se upravljalo resno delo, pa tako naprej, in potem imaš pa neke igrive momente, ko pa znotraj tega preskakuje. Skratka, nekoga, ki je zelo privilegiran, ali pa enega mladega začetnika, ko ga še ni uničil tisti sistem, pa znotraj njega neki brca, pa tako naprej. Skratka, imel si vedno te momente, da neka osnovna struktura je bila pa rigidna. Nekdo zelo na vrh, pa nekdo zelo na dnu, jo je pa lahko majčkeno tresel, ne? In tam je not prihajala svežina, se mi zdi. Nekdo, ki je pa res dovolj visok, da se to prvoščil, pa nekdo, ki je bil dovolj nov. Medtem, ko zdaj je pa zelo hecen način, recimo, ko poznam ljudi, ki delajo v teh modernem tipu podjetij, teh podjetij Silicijeve doline, pa to, ker je pa nekako igra že vgrajena v sam delovni proces. Ne? Pričakuje se, da se boš ti skozi zafrkaval in da bo skozi pravzaprav nekako prek neke te igre, hkrati pa ta igra zelo kontrolirana in to se mi zdi ima en občutek tega dvornega norca. Kako lahko uprežemo to divjost tega razmišljanja izven okvirov, izskoka iz sistema, da bo produciral pač dobre produkte za našo firmo. In to se mi zdi v bistvu tako dosti nevarno. Ja, pa sej,
ravno na to sem hotel navezati svoje vprašanje. Ne? V redu, ja, nimamo več dvorov, nimamo več na tak način vladarjev, ki bi imeli neposredno zaposlene svoje dvorne norce, imamo pa sistem in znotraj sistema, zdaj, če pustiva ob strani to, o čemer so prej govorila, epidemijo in morda nek slab čas za humor, kot ti praviš, ne? Ampak hkrati imamo pa ogromno gmoto takih pa drugačnih komičnih žanrov oziroma pač komedije v raznih oblikah, se pravi od te klasične, ki je ali gledališka ali filmska, do že tudi praktično klasične v smislu sitcomov, pa potem razni stand-upi, pa seveda vse to, kar omogočajo novi mediji, družabni mediji, razni memeti, gifi, itd., da o TikToku, za katerega so oba dva že prestara, sploh ne govorim, ne. Skratka, neka eksplozija tega humorja je, ne? Ogromno ga je, ne? Ampak ali, če te prav razumem, glede na to, o čemer si prej govoril, le redko zares sproducira to neko subverzivnost, le redko kdaj zares zatrese strukturo, ali pač, kaj misliš glede tega? Kaj, humor, misliš? Mislim, humor je res tak, da se mi zdi, da sam po sebi je nekako nedoločljivo, kaj zares dela. Pravzaprav, ne vem, če sem imel kakšen tak res radikalen stand-up vsako v svojem času, kakor je, ne vem, kaj je delal Robin Williams v 70-ih, pa kar je delal pa recimo Louis C.K. v 2010-ih, pa tako naprej, ko sem imel res neki tak humor, ko je res tako konstantno tresel kletko, a je tisto karkoli spremenil v smislu, da bi sam sistem spremenil. Jaz mislim, da ne, da to pravzaprav samo omogoča ljudem, da lažje nekako preživijo v tem sistemu in da se lahko zraven še nekako smejijo in da jih sprošča, da jim pač omogoča, da ne znorijo v danem sistemu. Ni pa to, da bi se sam sistem s tem, ki je preoblazno spremenil. Se mi zdi, da ta sprememba pride od drugje. Sam se mi pa zdi tako, ja, da glede teh humorističnih žanrov je pa zanimivo, da se mi zdi, da so zelo v 20. stoletju so blazno eksplodirali. Če gledaš, koliko je bilo pač produkcije komične skozi 20. stoletje, recimo v 80-ih je pa sploh je pa začela komedija tako okuževati vse možne žanre, se pravi, akcijski filmi so na lepem ratali komični, grozljivke so ratale komične, tako res je bila ena taka čista eksplozija komedije. Tako v 80-ih po 90-ih, v njih časih ene take, se mi zdi, take ekonomske prosperitete je ta komedija so čist razpasla posod in tudi kvalitetni, recimo sitcomi so takrat nastajali in tudi razmeroma kvalitetni eni, recimo televizijske zadeve. Se mi zdi, da zadnje čase je pa ta, se pravi, izven teh internetnih štosov, tam se mi zdi v bistvu ogromnega humorja, ampak ta humor v obliki nekih dejanskih žanrov, pa forum, se pravi v obliki filmov, pa serij, pa nastopov, pa tako, je pa zadnje čase se mi zdi zelo usahnil, Se pravzaprav, ne vem, če si videl, ampak recimo sitcoma v res tem klasičnem smislu praktično ni več. Tistega, ko je bil res samo smešen, pa ko je obstajal od 50-ih naprej, Se pravi od 50-ih do 2010 si imel ti ta klasičen sitcom, ki si gledal nekoga, pa so se zraven ljudje smejali, pa je bilo res samo zafrkavanje iz vsak dana, Je potem že nekako, ko so prišli Office, pa te celi žanri, je bil en zelo zanimiv preskok, ki je bil pravzaprav ta dokumentaristični humor brez tega laugh tracka, ko je bil Curb Your Enthusiasm pa Office, pa tako naprej, to se mi zdi ful zanimiv humor, ker je bilo pravzaprav, kada je kar na lepem ta zaprta forma mal še bolj preskočila v življenje. Tako zdaj zadnje čase sem pa videl, da je bil pa blazen shift proti dramedijam, tako imenovanim, ko so tudi nekako ven iz tega prišle, ampak je bilo res nekako vedno manj humorja noter in zdaj praktično ni več skoraj nobene zares humorne serije, se mi zdi, na televiziji, niti komedije zares ne nastajajo. Tako nenavadno, Če se za trenutek vrnem k tistim sodobnim sleparjem in nasplošno o takih pa drugačnih likih v sodobni politiki, že pač, zdaj pa že skoraj desetletje verjetno ravno od fenomenov, ki si jih prej omenil, se pravi še pred Bushem, še Berlusconi, in tako naprej, ki so potem z Bushem verjetno doživeli svoj absolutni vrhunec, se politični satiriki pritožujejo, da
nimajo več materijala, ne, da so to liki, iz katerih se je, tako kot si sam prej rekel, nemogoče norca delati, ker jih ne moreš potegniti dol v blato, ker oni tam že so in kričijo na vas glas, glejte nas, mi smo v blatu. Ne. Se strinjaš s tem, oziroma kaj to pomeni, da bi morali politični satiri kot nekemu zelo pomembnemu in tradicionalnemu žanru komedije prirediti nek pietetni obred, jo pokopati in se od nje posloviti in se jih zahvaliti za vso dobro delo iz preteklosti? Mislim, odvisen je pač iz katerega politika se dela norca. Trump je definitivno čist onkraj satire. Pa se je takrat ful dogajala satira. Jaz sem bil v Ameriki ravno na Comic-Conu takrat, ko je bil Trump tako na vrhuncu in je bilo pol tega Comic-Cona je bilo tako zedinjenega proti Trumpu. Videl si, da tako kot se je Hollywood zelo zedinil proti Trumpu, se je tudi očitno vsi te pop kreativni žanri so bili zelo anti-trumpovsko naravnani in pol tistega Comic-Cona so bile samo neke naslovnice od Meda, ko so se zafrkavali iz Trumpa. Potem nekdo, en še, ko ga poznam, blazno je pa prodajena ena knjiga, ki so bile naslovnice od superjunaških stripov s Trumpom gor, ampak narejenim kakor nekim takim super viljenom in tako naprej. Ampak je nekako bil občutek, da nima nobenega ta pravega smisla, res to vse skupaj. Da ljudi, ko podpirajo Trumpa, to ne bo ganil, oziroma ali jim bo pač to všeč, da je pač Trump tam kot en supervilen, ki razbija en zid, tako da meni se je tam zdelo, da res to sploh ne deluje. Ampak recimo se mi zdi tako pri nas imamo pa se bil na srečo, tako razen recimo Karla Rjavca, ko pa definitivno ni tak velik profil, recimo SDS, pa ta cela scena, to je še vedno krasno za satiro, ker oni se še vedno zelo resno jemljajo. Niso še prišli, se mi zdi, čisto to trumpovsko fazo. Tudi Orban je recimo še vedno zelo na resni strani, ne? Tako da se morajo zelo veliko, se mi zdi, še naučiti evropski politiki, pa da bodo prišli do Trumpove stopnje, kot iz njih se da še vedno ful dober satiro zganja. Ok, za zaključek bi se spet vrnil k izhodiščni točki, ne, k temu, s čimer se začela, o smehu in epidemiji, se pravi smeh v epidemiji ali epidemija smeha. Sej na neki skoraj strukturni ravni imata humor in epidemija veliko skupnega. Ne. Smeh je nalezljiv, ne, podobno kot je nalezljiv virus, se pravi, smeh ima to epidemično dimenzijo vase že nekako inkorporirano. Kako ti gledaš na to dvojnost, na to paralelo? Ja, zanimivo pri smehu, ko kdaj rečemo smeh je pol zdravja, po drugi strani je pa nalezljiv. Zdravje pa nekako noče biti nalezljivo. Ne? Ja. Bolezen pač, zdravje pač ne. Ne, zanimivo je to. Zanima me, a se ti zdi, da je to tudi eden od razlogov za to tradicionalno ali pa tradicionalistično nezaupanje do humorja, do smeha, pač ravno to, kar sem rekel, zdravje ni nalezljivo, bolezen je nalezljiva, vedno so te umazane stvari so nalezljive, ne? Se pravi, če je smeh nalezljiv, ergo je umazan, čist gotovo ne more biti. Ne? Ja. Mislim, je v tem ukinjanju mej, ne? Če je čistost tisto lepo jasno drži meje, ne? Smeh je tisto, ko ukinja meje med, ne vem, pogleda dva koncepta, pa naredi, ko se zdi ta nezdružljiva, ko recimo sveta in smešno, in naredi kar most med njima in potem steče neka energija in nekaj, skratka, en se okuži z drugim, sveto se okuži s smešnim, smešno se okuži s svetim in potem cela zadeva začasno razpade. Tako da je neko to žokanje, ti vedno pri humorju pač prideš do nečesa, kar je na vides jasno postavljeno in jasno ločeno nek sistem in pa narediš tam ene lukance vmes, da eni koncepti, ko ne bi smeli biti skupaj, začnejo pronicati drug od drugega. In to je definitivno nalik neki epidemije, ne? In tudi vse, kot sem rekel, zato se smeh recimo povezuje s karnevalom, ker se ljudje tam mešajo in gnetejo med sabo in si tudi fizično klice prenašajo in tako naprej. In tudi to, ko je Bakhtin recimo ful rad govoril na splošno o smehu, kako smeh je ta v bistvu ta mal iracionalen moment, kakor je na nek način blazno inteligenten, je tudi nek ta skok proč od razuma, ne? Neko to odprtje telesa, zapravo izguba nadzora nad sabo, zakrohotaš se, ni krohot neko intelektualno dejanje, ne? Lahko se polulaš od samega smeha, skratka zgubiš nek začasen nadzor nad svojimi telesnimi funkcijami in to je zelo blaženo, da lahko za en moment zapustiš to nadzorno kabino. In ta izguba nadzora je tista, se mi zdi, ko je povezana s to epidemično pa z nalezljivostjo.
Ja, no pa tudi nismo najbolj lepi, ne? Morda, ko se nasmehnemo, še lahko, sploh če to znamo početi, imamo to neko $1 million smile, ne? Ampak ne obstaja pa krohot za $1 milijon ali pač, ne? Ko se krohotamo, smo po glavnem bolj neke grimase. Ja, grimase so, čeprav meni se zdi tako po svoje, tako nekaj blazno lepega. Jaz tako kadarkoli vidim, če ima kakšen avtor, tako teh mojih meni ljubih stripovskih avtorjev, če ima tako fotko, na kateri se na ves glas smeje v svoji knjigi, mi je tako nekaj najlepšega. Ampak ja, tradicionalno je pa res pač to, ne? Smeh je neka grimasa, neka spaka, neka ta pač odprta usta in tako naprej, medtem ko lepota je pa to, ne bolj ta izklesana, zaprta, ničesar ne izdaja, malo sem skrivnosten in tako naprej. V smehu nisi skrivnosten, ne? V smehu si sam odprt, pa nekaj tako pripravljen na vse. Ne? Tudi če si hudobno smešen, tudi če nekoga napadaš, pravzaprav to se dosti zdelo, ko bi jaz povedal z politično korektnostjo, ko nekoga napadaš, si na nek način tudi zelo odprt. Ne? Medtem, če nobenega nikoli ne napadaš, je to tudi zelo, zelo samoohranitveno dejanje. Ne? Si bom drznil za konec zastaviti eno vprašanje, ki lahko izpade zelo banalno, ampak zaupam ti, da boš tudi, če je banalno, znal iz njega potegniti kaj pametnega. Kakšen bi bil svet brez smisla za humor? To so pol ti, ne, Dr. Spock pa take, ne, momenti. Ja, ne vem, ampak veš, to so te klasične tako čiste kalkulacije, to pomeni, da bi tudi vse telesne aktivnosti obravnavali kot zgolj racionalno stvar, ničesar ne bi mogli skrivati. To je v bistvu ta svet pred padcem, ne, a veš? Ampak pred padcem smo bili v raju, ne? Ja, več Avguštin prav, ne, da smo, veš, v času, da smo imeli popoln nadzor nad svojimi telesi v raju, ne. On je imel neko celo debato, pa kateri, da so se dejansko, to je noro smešen, ne, da so se pač en cel del srednjega veka, so se zelo intenzivno kregali, a sta Eva in Adam v raju seksala ali ne. Zaradi tega, ker z njuno nedolžnostjo nekako ne gre skupaj, da bi, ampak po drugi strani je pa Bog ipak naredil s temi organi in tako naprej, ni tako kot v onih grških mitih, ko še niso imeli pod spolovil. In potem se nekako Avguštin odločil, da sta seksala, ampak popolnoma zavestno in brez kakršnekoli izgube nadzora nad sabo. Ne? Skratka, zelo slabo. Ja. Zelo slabo. Ja. Ali pa mogoče pa ful dober. Mogoče je bilo tako perfektno za pogled, mogoče je bil nek tak čuden popoln pornič, veš? Da ne zaideva. Malo tudi sva, ampak vse prav, da sva. Ja, hvala ti za tole. Bilo je zabavno in poučno kot vselej. In bilo mi je veselje. Izar Lunaček, torej filozof, slikar, stripar, to moram zmeri pomisliti, ne, with an A. Ja. Hvala ti, da si bil gost. Hvala tem, Boštjan, in se vidva zdaj na kakšnem, bova kaj risala pa igrala skupaj. Tako je. Ja, vam pa seveda hvala za ogled in pridite spet v deželo pridnih, verjetno še nekaj izvedb takole v virtualnem svetu, ali pa tudi ne, morda se nam pa kmalu vrata virtualnega spet odpro in stopimo v realen prostor in se spet vidimo. Upam, da čim pomešamo in počenjamo vse to, o čemer sva že začela govoriti, nadaljevala pa bova, ko se izklopva. Tako da bote dobro, hvala za ogled in nasvidenje. Naslednjič. Čau. Čau.